Zdaj tudi vidiš ta projekt, kako se v bistvu vse te zgodbice med sabo povezuje. In ko me kdo vpraša, kaj je to Divjak 365, ali pa kaj ti treniraš, ne morem ti povedati v enem stavku, pa tudi v eni minuti, ker je to kompleksna stvar, da 365 epizod bo bilo narejenih na ta račun in po moje še ne bom vsega zajel not. Barada Camp 2023, Rogla, petek, sobota, nedelja, 3 dni, dobiš urnik treningov in greš na kjer trening hočeš. Najbolj všeč mi je glih to, ker so različni športi, različni treningi, boks, kickboks, več disciplin kickboksa in pa še MMA. Zdaj, vzporedno s tem so tudi razne vadbe za kondicijo ali pa hit vadbe. Največ sem se udeleževal, največ treningov sem naredil kickboksa, pa pol 2 treninga boksa, pa 2 treninga MMA. Lahko bi v vsakem treningu povedal ful stvari, lahko bi povedal najbolj uporabne kombinacije, gibanje, kaj vse smo delali, popravljali, kaj sem jaz sam popravljal, izboljševal, kaj moram še popraviti. Ampak to bo tale video bo pol dolgi glih 1 uro, tako da mislim, da ne bo pol to nobenega več zanimalo. Kaj ne rečem, kratko in jedrnato. Boks, hitrost, gibanja, povezovanje, filozofija osnovna, vedno imaš roke gor, tako kot v bistvu pri vseh drugih disciplinah. Velikokrat se zgodi, da kdo dol spusti. Pa imaš pa ful različne kombinacije, tudi da ti v bistvu greš iz glave po telesu, se pravi, da skozi menjaš smeri udarcev in pa višino udarcev, ni skozi samo glavo, velikokrat kjer ga vidiš samo glavo skozi, ne. Gor, dol, levo, desno, gor, dol, levo, desno, skozi. Pa so celo bile neke tehnike pokazane, kako nekdo tudi, ki je pravilno zaprt pa pokrit, kako se ga odpre. V bistvu zgoraj roko omakneš, pa kroše pripališ, kako ga od spodaj v bistvu odpreš, pa mu v telo uppercut stisneš. Veliko teh zadev je bilo. Sam boks se krepko razlikuje od kickboksa oziroma krepko. So stvari, ki so povezane, so stvari, ki funkcionirajo skupaj, neke osnove so iste do nekega nivoja, se mi zdi. Polka pa greš čez tisti nivo, pa ko dobiš res dobrega boksarja za nasprotnika, pa res dobrega kickboksarja, pa te dve stvari niti nista več tako zelo podobne, oziroma sta podobni, ampak nista več isti. Zanimivo mi je bilo delati recimo z vsako to kategorijo posebej, tudi imeli smo sparinge, borbe, v petek zvečer in v soboto zvečer in moram reči, da je bilo zelo zanimivo. Malo sem se prehladil tudi. V bistvu sem že šel prehlajen na Roglo, pa sem rekel, pa sej bo boljš. Pa sem treniral. Zdaj sem prišel pa domov po 3 dneh, pa je vse skupaj malo spustil, pa tale adrenalin, Zdaj pa še slabi, ampak dobro, se imam en teden cajt pozdraviti, tako da bo že. MMA mi je ful všeč, ker je tukaj širok, ampak res moraš imeti ogromno predznanja. Jaz mislim, da če ti mogo trenirati 3 posamezne borilne športe, se pravi borbo na tleh ali pa parter, judo, jiu-jitsu, karkoli, oziroma celo boksing posebej, pa kickboksing ali pa karate spet posebej. In polka te 3 stvari skupaj združiš, dobiš nekak celoto ali pa nek tisto občutek, kaj to je. Treningi kickboksa so mi bili všeč, predvsem povezovanje, roke, noge, hitrost, natančnost, predvsem to. Torej, v petek sem šel vse 4 treninge, se pravi, prvi trening je bil MMA, borba, meti po tleh, borba na tleh, potem je bil kickboks, se pravi udarci in pa brce od pasa gor, potem sem šel na trening low kick oziroma K1, kjer so se dodali še kolena, pa malenkost drugačni prijemi, pa brce pod pas. Na koncu je bil pa še sparing, borba, to je bil petek. Sobota je bil zjutraj, sem šel na trening ogrevanja, se pravi, kako bi se naj pravilno ogrel, pa raztegnil pred borilnimi športi. Zanimiv, kaj ne rečem, evo, gimnastika, ogromno tega, kar sem tam videl, že vem iz gimnastike. Zdaj tudi vidiš ta projekt, kako se v bistvu vse te zgodbice med sabo povezuje. In ko me kdo vpraša, kaj je to Divjak 365, ali pa kaj ti treniraš, ne morem ti povedati v enem stavku, pa tudi v eni minuti, ker je to kompleksna stvar, da
365 epizod bo bilo narejenih na ta račun in po moje še ne bom vsega zajel noter. No. V glavnem pa v soboto je bil še trening MMA, ponovno sem spet šel. In pa zvečer sparing. Hotel sem iti prej na kickbox trening še, vmes je bil, ampak enostavno sem že pri MMA treningu videl, glava ni več funkcionirala. Enostavno, ko enkrat zafilaš rame ali disk ali karkoli že v glavu, ne gre. Ne gre. Pač, ni problem narediti 3 kombinacije, 4, 5, ne? Ko gre pa od več kot 5, pa kle stoje, pa pol na tle, pa rušenje na tle, pa na tleh naprej, pa počas tudi ni problem delati. Sam pač počas narediš enkrat, dvakrat, trikrat to, da osvojiš. Pa moraš pa hitro delati, ne? In pa se vmes čas kar zgubiš in ja. V nedeljo sem šel pa na ponovno low kick, K1 in pa pol za zaključek sem šel pa še na boks. Pa na koncu smo si pa fačuzi prvošli. Smo šli pa malo v bazenček, čeprav sem hotel iti še na kickboks, ampak enostavno se tako, kot sem rekel. Pač. Tukaj bi pa zdaj mogoče glava celo dejansko dala, za misliti mi pa tretji dan mi pa telo več ni dal. Tako da, evo, to je to. Zdaj pa upam, da se pozdravim čim prej, pa gasam naprej. A si to malo rima? Zdaj pa upam, da se pozdravim čim prej, pa gasam naprej. Bom nekaj zmiksil skup, pa si ne vsak predstavlja, pa si ne vsak, si naredi svojo sliko, to je to.
bo.